Lepo pozdravljeni v novem potopu v globine. Danes ena resna strateška dilema za Slovenijo. Kako najti ravnotežje med obrambo, pa skrbjo za starajočo se družbo, pa še tehnološkim napredkom. Zveni skoraj nemogoče, ne? Ampak analiza, ki jo imamo pred sabo, pravi drugače. Ne gre za tisto klasično topovi ali maslo, bolj za iskanje nekih, recimo, pametnih povezav. Ja, pogledali bova to analizo, ki res ponuja malo drugačne poglede. Išče sinergije tam, kjer jih mogoče pač ne bi pričakovali. Naša naloga danes, razčleniti te ključne ideje, pogledati, kako realno je to za Slovenijo. Ok, greva razpakirati. Analiza takoj dregne v tisto osredotočanje samo na odstotek BDP-ja za obrambo. Pravi, da ta številka sama po sebi v bistvu ne pove veliko. Točno tako. Ključno naj bi bilo vprašanje, kakšno obrambo sploh rabimo in seveda, kaj si lahko privoščimo. Absolutno. Učinkovitost je tista prava mera, ne samo koliko denarja damo. In vir za to predlagajo dva zanimiva, alternativna koncepta. Prvi je koncept ježa, nekakšna pametna obramba. Jež? Sliši se bodičasto. Kaj to pomeni v praksi? A to pomeni, da ne rabimo več velikih armad, tankov in podobnega? V bistvu ja, gre v to smer. Ideja ni nujno premagati nasprotnika v neki klasični veliki bitki, ampak narediti stroške napada nanj tako boleče visoke, da se agresija pač ne izplača. Odvračanje je cilj. In kar je tukaj fascinantno, je ta premik fokusa. Aha. Manj poudarka na teh res dragih platformah, kot so tanki, bojna letala in veliko več na nišnih, visokotehnoloških zmogljivostih. Kibernetska varnost, recimo, pa obramba, potem napredni brezpilotni sistemi, droni po domače, pa majhne, ampak res vrhunsko izurjene specialne enote. Kot bi hišo, spremenil v ježa. Mogoče ni nepremagljiva, ampak zelo neprijetna za napadalca. Točno to. Drugi koncept pa je mravljišče ali pa celotna družbena odpornost. Mravljišče? Tu varnost ni več samo naloga vojske, ampak naloga pač celotne družbe. Nekaj podobnega vidimo recimo pri Finski ali pa Švici. Poudarek je na odporni kritični infrastrukturi, pripravljenosti prebivalstva na krize, zadostnih strateških rezervah, močnih civilnih zaščiti in seveda dobro usposobljeni rezervni sestavi. Dobro, ta dva koncepta, jež s poudarkom na tehnologiji, mravljišče pa bolj na družbeni odpornosti, se zdita na prvi pogled kar različna. Ampak analiza trdi, da sta ključno povezana z našim verjetno res največjim dolgoročnim izzivom, demografijo. Ampak kako za vraga obramba rešuje problem staranja prebivalstva? To mi ni čisto jasno. Ja, na prvi pogled res ni očitno, ampak če malo bolje pogledaš, so povezave presenetljivo močne. Prvič, vojska, ki vlaga v to pametno obrambo, deluje kot nekakšen tehnološki motor, tehnološki inkubator. Aha, inkubator. Naložbe v kibernetiko, drone, analizo podatkov, vse to ustvarja visoko usposobljene strokovnjake, ljudi z znanjem. In njihovo znanje, še posebej recimo na področju umetne inteligence UI, je zlato vredno tudi za civilno gospodarstvo. Se pravi, obrambni proračun ni nujno samo strošek. Tako. Postane naložbo v človeški kapital. Ta pa potem poganja inovacije širše v družbi. Torej, te obrambne naložbe lahko dejansko krepijo civilno ekonomijo in ta potem laže podpira socialno državo. To nekako obrne logiko na glavo. Točno to. Drugič, vir izpostavlja potrebo po, recimo temu, strateškem upravljanju migracij. Ampak ne kot problem, temveč kot priložnost. Aktivno privabljanje visoko izobraženih talentov, strokovnjakov za UI, zdravnikov, inženirjev, pa seveda njihovih družin. To krepi gospodarsko osnovo, davčne prihodke in s tem lažje financiramo pokojnine, zdravstvo in tako naprej. Tretjič pa je tu uporaba same umetne inteligence. UI za blaženje posledic staranja. Naprimer? Recimo UI v zdravstvu za boljšo diagnostiko ali pa koordinacijo oskrbe na domu. Ali pa avtomatizacijo na trgu dela, ki lahko nadomešča manjkajočo delovno silo. Če to povežemo širšo sliko, tehnologija, ki jo morda spodbudijo tudi obrambne potrebe, postane orodje za reševanje teh perečih družbenih izzivov.
To so res zanimive strateške ideje. Ampak bodiva realni, kje Slovenija dejansko stoji pri uresničevanju česa takega? Kaj so naši aduti in kje smo pač najbolj šibki? Ja, analiza ponuja kar iskreno sliko. Med prednostmi našteva majhnost in s tem potencialno agilnost. To je res. Potem relativno visoko izobrazbo in digitalno pismenost prebivalstva, geostrateško logo, seveda, pa tudi splošno kakovost življenja, ki je lahko magnet za talente. To je naš strateški kapital. V redu. Ampak slabosti? Slabosti so pa žal resne. Na prvem mestu, Virto pove brez olepšavanja, je demografska kriza. Imenuje jo največja eksistencialna grožnja. Sledi globoka politična polarizacija, ki, kot vemo, onemogoča nek dolgoročni strateški konsens. Omenja tudi beg možganov, ki je povezan s tem, pa energetsko odvisnost kot ključni ranljivosti. In to odpira tisto pomembno vprašanje, kako ta potencial, te prednosti, ki jih imamo, dejansko uporabiti za naslavljanje teh perečih problemov, še posebej demografije. Torej, če potegneva črto, kaj vse to pomeni? Zdi se, da ključno sporočilo te analize ni v izbiranju, ni obramba ali sociala ali tehnologija, ampak v njihovi integraciji. To je bistvo. Točno, integracija. Osrednja ideja je koncept, ki ga Vir imenuje pametna odpornost, torej vizija neke visoko odporne, tehnološko napredne in socialno povezane družbe. In to je tista bistvena ugotovitev, ne? Ne gre za ločene silose, ampak za enoten, ojačan sistem. Naložbe v obrambno tehnologijo krepijo civilno gospodarstvo, pametna migracijska politika podpira socialno državo. Odpornost celotne družbe pa je potem temelj varnosti. Sliši se logično. Zveni logično, a je hkrati izjemno zahtevno za izvedbo. Ja, očitno uspeh ni odvisen samo od denarja, ampak predvsem od neke strateške vizije, pa politične volje, da se presežejo te delitve. In točno to nas pripelje do misli za konec. Analiza močno poudarja, da je za uresničitev take kompleksne, integrirane strategije nujen dolgoročen strateški konsens. Hkrati pa opozarja, da je prav ta naša politična polarizacija glavna ovira. Zato se postavlja vprašanje za premislek. Kateri konkreten mehanizem ali pa morda celo kakšen globši kulturni premik bi bil resnično nujen, da bi Slovenija takšno strategijo dejansko lahko zasnovala, jo začela izvajati in jo potem tudi ohranila delujočo dlje kot le en politični mandat?